Obljubili smo vam, da se danes podajamo na Vrhniko. In preden se podamo na Vrhniko, mogoče samo nekaj informacij, kje se Rok sploh nahaja. Namreč na čudoviti vrhniški lokaciji v inkluzivnem parku Montessori. Cilj inkluzivnega parka je omogočiti, da vsak razvija svoj potencial in pri tem omogočiti tudi drugim, da gradijo svoje potenciale. Ustanovitelji inkluzivni park vidijo kot inkubator, kjer se bodo kalili odgovorni posamezniki s prodornimi inovativnimi idejami, s čimer bodo kritično prispevali k razvoju prihajajoče družbe. Park je torej način življenja odgovorne družbe prihodnosti in še kaj več nam bo zaupal Rok, ki se bo pogovarjal na licu mesta z ustanoviteljem Ožbejem Šteblajem. Kaj več torej v naslednjih minutah. Lep pozdrav, Pija, in najlepša hvala za ta uvod. Ja, moram reči, da ta torek pa imam kar srečo. Če sem zdaj 2 torka v snežnih metežih nekako se boril na različnih lokacijah, pa je danes kar prečudovit dan in tukaj pod vrhom Svete Trojice na Vrhniki, res par 100 metrov, lahko rečemo, od centra Vrhnike, pa v bistvu imamo občutek, kot da smo v čisti divjini. Tukaj ob meni pa Ožbe Štebljaj, ustanovitelj inkluzivnega Montessori parka tukaj na Vrhniki. Ožbe, prav lepo pozdravljen. Živjo, pozdravljeni. Živjo. Zdaj za začetek, da samo na kratko malo opiševa, kaj sploh je inkluzivni park in kaj sploh je Montessori. Torej, ja, inkluzivni park je prostor, kjer spodbujamo razvoj potencialov mladostnikov, obenem pa puščamo tudi naravi, da razvija svoje potenciale oziroma je pri tem ne omejujemo. Hkrati pa skozi naše programe skupaj s pomočjo otrok vračamo temu kraju, prostoru, kjer se nahajamo, tudi neko to kulturno krajino, pa samo dogajanje, življenje na ta hrib. Zdaj, kar se pa Montessorija tiče, ja, delamo pa v bistvu po principu študij in delo, se pravi, da skozi različne projekte odkrivamo, pridobivamo oziroma pridobivajo tudi otroci nova znanja. In potem s temi novimi znanji tudi realizirajo te same projekte, ki si jih zadamo oziroma ki jih opazimo, da jih okolje potrebuje. Ja, tukaj res vidim eno enkratno sobivanje z naravo in kot si omenil, otroci tukaj niso, da rečemo, samo učenci, ampak tudi del tega projekta, se prav tako pomagajo samo podobo ustvarjati. Za nama so konji, tukaj ne vidite trenutno ovce, se pravi veliko živali, veliko dela, ampak otroci pri tem sodelujejo. Tako, ja, v bistvu gre samo za spodbudo, da sami nekako iščejo neke priložnosti, potenciale samega prostora in tako, da sami dajo tudi pobude za nadaljne delo oziroma opazijo tudi potrebe v okolju in jih potem se odločimo, kaj od tega realizirati oziroma v kakšnem vrstnem redu. Je pa siguren tako okolje, ki ima ogromno priložnosti za različne projekte, tako da imamo za par let idej že vnaprej. Ja, v to sploh ne dvomim. No, park je konstantno v nastajanju. Kako nekako je izgledala časovnica nastajanja parka in kaj planirate v prihodnosti, da bo tukaj še stalo? Ja, začeli smo pred 3 leti in praktično tukaj so bili samo travniki, ponekod niti travniki ne, ampak samo zaraščene površine, ki smo jih potem začeli očistiti. Potem na začetku smo postavili ta prvi pašnik za ovce, ki so nam tudi pri tem samem čiščenju, pa pri preprečevanju zaraščanja tudi uporabljamo živali in ovce zelo dobro pridejo pri tem zraven. No, pol za tem so prišli poniji in se je seveda pokazala pol tudi potreba po
po nekem jahališču, da se lahko tudi vadi samo jahanje, tako da je bila pol naslednja stvar tale jahališče, ki je za nama. Potem smo pa pogruntali, da rabimo tudi malo več strehe, smo postavili še tamle spodaj kozolc, pa s časoma je tudi zmer več bilo otrok, zmer več jahačev, tako da se je povečala tudi čreda naših konj. In smo zdaj nazadnje smo pa še tole, kar je za nama, postavili tole ogrado. Zdaj pa vnaprej so pa seveda projekti, tukaj nimamo ne vode, ne elektrike, tako da v tem vidimo v bistvu priložnost, ker je to spet ena možnost za raziskovanje, bomo rekli temu, trajnostnih tehnologij oziroma kako samooskrbno preživeti. Tako da zdaj v bistvu v prvi fazi bi radi tamle pri kozolcu dokončali še oziroma si uredili tudi elektriko pa vodo, ki jo bomo zajemali iz neba, se pravi deževanco. Elektriko pa tudi iz neba, se pravi sončnim celicam. To sta zdaj ene dva taka večja projekta. Je pa seveda vse skozi pa skrbimo za sam ta prostor, za razvoj tega prostora pa za nove dejavnosti. Se pravi, se tudi v tej trajnostni energiji in obnovljivih virih energije nekako kaže ta želja po sobivanju z naravo, ki jo imate. In tudi, če sem prav razumel, tudi otroci bodo del tega, kako boste si priskrbeli elektriko in vodo. In je tukaj morda plan tudi za to, da bodo znali ceniti to. Tako, ja, tukaj gre za velik poudarek na zavedanju o porabi oziroma o porabi teh virov, kakor je recimo voda. Tukaj, kakorkoli je klele pod nama, je že Ljubljansko barje, kjer midva stojiva, pa je čist krasa, tako da voda tukaj hitro odteče in tudi recimo na poletnih taborih hodimo po vodo, tamle je Šterna in se hodi vodo kaj tankati in s tem tudi otroci vidijo, koliko v bistvu hitro voda gre, da ne moreš kar pustiti, da kar teče, ker jo hodijo tudi sami iskati in je to kar naporno delo in od začetka je ta poraba zelo velika, potem se pa proti koncu tedna že precej zmanjka in drugega opozarjajo to, tako da nekako gre tudi za samo zavedanje o pomembnosti teh naravnih virov, ki jih imamo in ohranjanju tega. Kako pa izgleda samo sodelovanje otrok, se pravi, omenila sva poletne tabore, ampak tudi čez leto otroci zahajajo sem, kaj ne? Ja, tudi čez leto, seveda pač tudi, bomo rekli, je to kmetija oziroma kmetijske dejavnosti tukaj izvajamo in okolje, prostor nas rab celo leto, tudi živali vsak dan, tudi nedelje, dež, sonce, nima veze, je treba poskrbeti in tudi tukaj, tukaj zdaj govorimo že v bistvu o najstnikih, tudi prevzemajo odgovornost, da je poskrbljeno za živali, pa tudi, kakor nam prostor narekuje. Zdaj spomlad je spet malo več dela, spet bo treba pripraviti pašnike, take stvari. Pa čez leto zdaj pripravljajo, da bi tudi vključili še, bi radi sami najstniki so prišli do te ideje, da bi radi malo še se bolj povezali z obiskovalci, ki peš tukaj mimo hodijo, da bi njim še kaj tudi ponudili, tako da imajo zdaj en svoj projekt, ki bojo začeli zelišča saditi, pa pol iz tega različne proizvode delati, ki jih bojo ponujali pol tudi mimo idočim. Se pravi, nekako tudi prodaja in tudi tukaj se bodo nekaj naučili v samem podjetništvu, financah, kaj ne? Tako, tukaj gre tudi posod, karkoli se lotimo, gre zraven tudi, kakorkoli ne moramo brez tega, brez financ, vse nekaj stane, tako da ja, tudi ta vidik je zelo pomemben, je pa sploh pri tej starosti se jim to nekako zdi en tak področje, ki se jim zelo pomemben zdi, tako da radi odkrivajo tudi ta finančen del samih
projektov. Ja, čeprav se sliši, finance so včasih sploh pri otrocih kar tabu tema, pa verjetno ne bi smelo biti tako. Recimo ekonomije sploh ni v osnovnih šolah, v večini srednjih tudi ne, in tako mnogokrat imajo kakšno idejo, ampak nimajo osnovnega znanja podjetništva, ekonomije in tako naprej. Tako je, klej je tudi sploh zdaj, no, ko so se lotili tega, bomo rekli, njihovega čisto svojega projekta, ker so nekako sami dali pobudo za to, glih zaradi tega, ker so hoteli nekaj našparati, ker bi radi še več živali, pa smo pač rekli, da če bojo to lahko izpeljali, če bojo to tudi finančno izpeljali, to smo videli, da poskrbeti znajo. Tako da ja, so pol začeli v tej smeri razmišljati. In ja, tle gre čisto, mislim, sej je to del življenja, ne, finance znati s tem delati, tako da imajo tle tudi to možnost, ja. Užbe, najlepša hvala za enkrat za ta pojasnila, kar nekaj smo se o Montessori inkluzivnem parku in seveda o Montessori miselnosti že naučili. Zdaj bomo za trenutek, ker tudi mi smo se nekako učili podjetništva, namenili nekaj trenutkov našim oglaševalcem, ampak ne hodite daleč, prav kmalu se z Vrhnike spet vrnemo. Lep pozdrav spet nazaj tukaj Svete Trojice nad Vrhniko. V ozadju tudi vidite del Vrhnike in pa okoliške hribe in vasi. Res prečudovit razgled je, ko je lepo vreme, se vidi tudi na Kamniško, Savinjske Alpe in seveda na Ljubljansko barje, ki ga bomo danes, vsaj njegov živalski svet, še raziskovali. Tukaj ob meni pa trenutno Užbe Štebljaj, ustanovitelj inkluzivnega parka Montessori. Užbe, lepo pozdravljen spet nazaj. Govorila sva torej o tem, da mladostniki pridejo sem tudi skozi leto, pomagajo pri skrbi za živali, pomagajo pri sami podobi tega parka. Kako pa jim to znese? Kdaj prihajajo? Po šoli, za vikende, kako? Ja, zdaj prihajajo po šoli. Čez vikende sploh, ob nedeljah je kar nekako so sami zadolženi, kdaj tudi mene ni v nedeljo tukaj, si tudi sam takrat vzamem prosto in sem mirne vesti, da bo vse poskrbljeno takrat, kot mora biti. Sicer pa ja, prihajajo po šoli oziroma ko zaključijo z šolskimi obveznostmi, tako. Se pravi, izkoriščajo svoj prosti čas nekako, da skrbijo. Kaj vse pa recimo ta inkluzivni park v obliki vrednot ponuja mladim? Se pravi, ja, kot prvo je zelo pomoč, da si med sabo, ta timsko delo, pomoč drug drugemu, videti, kje je treba kakšno roko dati zraven, odgovornost tako do živali, kot okolja, kot soljudi, predvsem to, no, take stvari. Ja, ne gre pa samo za osnovnošolce, tudi za srednješolce, kaj ne? Srednješolce si želimo, da bi jih bilo več, jih sicer še nismo toliko privabili, mislim pa, da zdaj predvsem teli, zdaj s tem gor rastejo, bojo tudi verjetno v srednji šoli pol z veseljem sem zahajali. Je pa bolj poleg osnovnošolcev prihajajo pa tudi iz vrtca gor, našega Montessori vrtca, ki je tukaj spodaj pod hribom. Pri njih gre pa za čista prvi stik z okoljem, z naravo, z živalmi, tudi malo poskrbijo, imajo tudi za sam prostor. Imajo dol tudi recimo zajčke še v vrtcu, pa sem pridejo potem po senok, pa zraven še malo ovce nafutrajo, tako, neke te prvi stiki. Ja, zelo lepo, se pravi, imate dobro sodelovanje tudi z Montessori vrtcem. Ali se vse več staršev odloči za to, da bodo pa svojega otroka dali v Montessori vrtec in kaj so prednosti takega vrtca? Prednosti takega vrtca so, da vsekakor sledi otrokovemu naravnemu razvoju in pol skozi te materiale v različnih obdobjih se sledi vsakemu otroku posebej in se mu ponuja
materijale, ki so v tistem trenutku primerni za njegov razvoj. Pa seveda spet te čisto osnovne vrednote, kot so odgovornost, sočutje in empatija, take stvari se razvijajo v samem vrtcu, pa tudi na splošno v vseh teh Montessori programih. Tako. Verjetno pa tudi stik z naravo, nekako tak občutek imam, da so otroci v, lahko rečemo, običajnih vrtcih kar malce izolirani, v neki vati, odmaknjeni od same narave. Tako je, tukaj gre čisto za stik z naravo, za stik z vsakdanjim življenjem, tudi in že v vrtcu otroci poskrbijo da se recimo v vrtcu pripravijo tisti, ki pripravijo mizo ali pa se pravi malco. Potem pa tukaj osnovnošolci, ki so recimo na poletnih taborih, ki smo jih že omenili, tukaj vse sami tudi skuhamo, se pravi tudi ta skupno življenje poskrbijo sami, čisto odgovorno, tako kot v bistvu odrasli. Niso pa te tabori in delavnice namenjene samo Vrhničanom, vabljeni so verjetno tudi ostali, ki lahko dobijo vse informacije o tem, kdaj se tabori odvijajo in kako se lahko udeležijo dejavnosti tukaj v Montessori inkluzivnem parku. Tako je, ja, na tabore prihajajo otroci iz cele Slovenije. Upamo, da bojo kmalu tudi, zdaj je sicer ta korona nas mičkan pri vsem tem ustavila, ampak upamo, da bomo tudi lahko še otroke iz tujine povabili, da bo tudi še ta malo mednarodno povezovanje, pa še spoznavanje novih jezikov, kultur, kar je tudi v bistvu pomemben del življenja na tem planetu. Se pa informacije lahko dobi na spletni strani preprosto Montessori, ali pa za kakšne dodatne informacije se pa lahko piše tudi na inkluzivni.park@gmail.com. Ja, tako da jaz tudi priporočam ogled, tukaj je res idilična lokacija in marsikaj se lahko, kot so že omenili, otroci tukaj naučijo. Morda čisto za konec, Ožbešek, kako močno pa je nasploh Montessori gibanje pri nas v Sloveniji, kje obstajajo še Montessori ustanove? Montessori je v Sloveniji zdaj že več kot 15 let, je precej zmer bolj poznan in zmer bolj razširjen. So pa, se pravi, večinoma je vrtcev, imamo samo 2 osnovni šoli, ena je v Ljubljani, ena v Mariboru. Vrtci so pa kar nekako že po celi Sloveniji, no, jih je pa kar precej. Najlepša hvala, Ožbe, za vsa ta pojasnila. Želim ti še veliko uspešnega dela tukaj v inkluzivnem parku in verjamem, da delate dobro in da bo projekt še bolj v polnosti zaživel v prihodnje. Ja, hvala tudi vam za obisk. Tako, toliko za enkrat z Vrhnike, prav kmalu se spet vrnemo z Ljubljanskega barja, ko bomo, kot sem že rekel, opazovali ptice. Naj si bo to za enkrat dovolj in se vidimo prav kmalu.